Tudi zadnja današnja predstavitev vključuje rezultate raziskave. Ta je bila izvedena v okviru projekta EOD Open. Kolegici Andreja Hari in dr. Alenka Kavčič-Čolić vas bosta seznanili s formati, v katerih je digitalizirano gradivo dostopno uporabnikom s posebnimi potrebami. Obe sta zaposleni v Narodni univerzitetni knjižnici v oddelku za raziskave. Andreja, Alenka, prosim. Hvala, Damjana. Upam, da me dobro slišite. Slišimo vas. Vidimo prezentacijo in vidimo vas. Odlično. Odlično. Torej, predstavili vam bomo, kot je rekla Damjana, rezultate ene raziskave, ki smo jo izvedli v okviru delovne skupine, ki jo tudi NUK vodi. In tudi rezultati bodo kmalu dostopni javnosti. Naprej, Andreja. Torej, tako smo si nekako razdelili, Andreja in jaz, to predstavitev. Najprej bom jaz povedala nekaj kratkih informacij o projektu, pa tudi metodologijo, ki smo jo uporabili, ki ni tako enostavna, ker smo veliko razmišljali, kako bi se odločili za izvedbo te raziskave. Potem pa bo Andreja predstavila rezultate raziskave in tudi načrti za prihodnost. Naprej, Andreja. Sedaj o projektu EOD Open. Naprej. Torej, verjetno ste večkrat slišali o tem. EOD Open je kratica za e-books on demand network opening publications for European netizens. Dolgi naslov, to bi pomenilo e-knjige po naročilu, odpiranje dostopa do gradiva za evropske uporabnike spleta. Je pa projekt, ki sledi prvotnemu EOD, e-books on demand, ali pa digitalizacija knjig po naročilu. Je pa majhna razlika oziroma malo večja razlika, o kateri bom povedala tudi pozneje. Financer je Evropska komisija v okviru programa Ustvarjalna Evropa, koordinator pa Univerza v Innsbrucku v Avstriji. Sodelujemo 15 partnerjev iz 11 evropskih držav. Začel se je projekt 1. novembra 2019 in naj bi se letos že zaključil, ampak zaradi covida smo ga podaljšali za 1 leto. Tu imate tudi podatke o spletni strani. Naprej, Andreja. Torej, tu smo nekako pripravili zemljevid, da vidite, kdo vse sodeluje, ker je veliko lažje tako, če pogledaš slikovno. Namreč, kot vidite, največje države Srednje Evrope, potem je Švedska, pa so baltične države, Litva in Estonija in seveda Portugalska. V glavnem sodelujemo knjižnice, univerze, pa tudi raziskovalne organizacije. In je zelo zanimivo, ker vsi skupaj nekako govorimo 10 jezikov in imamo tudi zelo različne izkušnje. Naprej, Andreja. Cilj projekta je pravzaprav ustvariti oziroma digitalizirati 15.000 enot digitalno dostopnih teh publikacij iz 20. in 21. stoletja. Za razliko od ostalih projektov digitalizacije v tem nekako delamo z novejšimi knjigami oziroma avtorsko zaščitenimi deli, za katere je treba še dodatno reševati avtorske pravice. Ravno zato je tudi sta dve skupini, ki se ukvarjate s to problematiko. Namreč delovna skupina 5 se ukvarja predvsem z dobrimi praksami na področju reševanja avtorskih pravic, medtem ko delovna skupina 6 razvija orodje, ki bi olajšalo kulturnim ustanovam pri reševanju problem del sirote in tudi tistih del, ki niso več na trgu oziroma ki so že razprodana. S tem projektom tudi želimo doseči več kot milijon evropskih uporabnikov,
predvsem mladih oseb s posebnimi potrebami in osebe s posebnimi potrebami. To pomeni, da tiste uporabnike mobilnih naprav in tudi slepe in slabovidne uporabnike. Diseminacija je zelo močna in tako, v glavnem mi se ukvarjamo s delovno skupino 4, številka 4, naprej, Andreja. Ta skupina se ukvarja z dostavnimi oblikami digitalizirane gradiva za posebne namene. To pomeni, da želimo širši javnosti, torej novim skupnostim, omogočiti lažji dostop do digitaliziranih del. Kot veste, rezultati digitalizacije so običajno ali PDF, tista datotečni format, ki je dostopen javnosti, ali pa recimo TIFF, kakšne te oblikovne tabele, te datoteke. In seveda to je nemogoče recimo dostopati preko teh mobilnih naprav in za slepe in slabovidne tudi nič ne pomaga. Zato mi želimo te objekte, digitalne vsebine prilagoditi uporabnikom teh mobilnih naprav in tudi slepim in slabovidnim. Naša naloga je tudi pripraviti smernice in priporočila in tudi pripraviti tečaje in gradivo za tečaje, tako da lahko čim več nekako omogočamo knjižničarjem naših partnerskih organizacij pri razvoju spretnosti, kompetenc in tudi, da dobijo napotke, kako producirati alternativne dostavne formate. Naprej. Torej, tako izgleda razdelitev te naše delovne skupine. Mi smo že pripravili smernice in priporočila za uporabo alternativnih in posebnih formatov na osnovi ankete o posebnih potrebah uporabnikov in tehničnih zahtev. Tukaj smo res dobili en velik vzorec uporabnikov vseh naših partnerskih organizacij in moram reči, da to je kar veliko število, mislim, da je bilo okrog 5000 ali nekaj takega odgovorov. V glavnem, tukaj imate na spletnih straneh projekta te smernice in pa tudi so dosegljive preko digitalne knjižnice Slovenije. Zdaj smo trenutno na aktivnosti številka 12, evaluacija izbranih datotečnih formatov in rešitve za implementacijo. Pripravili smo testiranje, opravili smo testiranje o različnih dostopnih formatih do digitaliziranih vsebin in tudi pripravljamo tehnično poročilo o uporabi posebnih dostopnih datotečnih formatov in storitev za pretvorbo datotek. Tretja faza oziroma tretja tudi aktivnost, ki je v okviru naše delovne skupine, je pa tudi priprava tega učnega gradiva, ampak to smo tudi počasi začeli v sodelovanju z konzorcijom DAISY. Naprej, v tej prezentaciji, v tej predstavitvi se bomo nekako osredotočili ravno na to poročilo, ki smo ga ravnokar zaključili in tudi bo kmalu dosegljivo na spletnih straneh projekta, pa tudi v DLIP, s tem, da bo v angleščini. Zdaj, nekaj besed o metodologiji. Naprej. Torej, naša naloga je bila, da testiramo dostop digitaliziranih vsebin preko mobilnih naprav za slepe in za slabovidne. Torej, morali smo nekako se osredotočiti na postopke skeniranja, v angleščini the workflow, in skušali nekako prepoznati, kateri postopki omogočajo optimalne rešitve za te različne skupnosti oziroma kje je treba čim manj potem ročno obdelovati te skenograme, da bi lahko čim lažje prišli tudi do teh vsebin oziroma kje se lahko tudi avtomatsko to doseže. Zdaj, želeli smo ugotoviti, kateri dostavni formati so lahko producirani, ker veste, da različni datotečni formati omogočajo tudi različne uporabniške izkušnje. In razmišljali smo pravzaprav, kako se lotiti tega.
Zdaj imamo te različne postopke v partnerskih organizacijah, uporabljajo tudi različne jezike. Vemo, da recimo je ključna pri vsem tem optična prepoznava znakov, in je to vezano tudi na jezik. Na primer, številni jeziki, številčnejši jeziki, kot je nemščina, na primer, ima veliko bolj dodelane te sisteme, kot pa recimo slovenščina ali pa estonščina. In ravno zato smo se odločili, da se ne osredotočimo na jezik, da nekako najdemo eno nevtralno pot, in zato smo se odločili za pripravo 16 različnih skenogramov, vse v angleškem jeziku in v TIFF formatu. Vsi ti skenogrami so vsebovali različne besedilne in nebesedilne elemente, ki so lahko povzročali težave, recimo matematične formule, kemične formule, različne strukture, različni znaki, ki niso tako navadni in tako naprej. Poleg tega smo tudi vključili 24 kriterijev, ki so v priporočilih smernic za dostopnost slepih in spletnih vsebin, ta Web Content Accessibility Guidelines, tako da bi videli, koliko lahko te elemente razrešijo partnerji. In seveda pri tem testnem vzorcu so sodelovali vsi partnerji, tako da smo iskali res ene take vzorce, ki bi bili mogoče težji, pa tudi seveda eden med njimi je bil lažji, ki nam je tudi omogočal neko primerjavo. Poleg testnega vzorca je vsak partner dobil tudi vprašalnik za poročanje o testiranju, kjer smo dobili več informacij o samem postopku in o samem procesu, ki ga izvajajo v vsaki knjižnici. Tako, sedaj, še ena stran je, to je, kar sem omenila, te Web Content Accessibility Guidelines, to so te elementi, ki se pojavljajo in ki velikokrat predstavljajo, povzročajo težave pri dostopu, pri skeniranju, pri optični prepoznavi črt, tako da smo mi to nekako vse iskali primere, kjer bi to lahko bilo prisotno, kateri od teh kriterijev, in na podlagi tega smo tudi ocenili, kateri datotečni format, dostopni datotečni format je optimalen pri vseh teh partnerjev. Tako, zdaj pa bom predala besedo Andreji, da pove nekaj več o rezultatih raziskave. Hvala, Alenka. Torej nekaj še o samih rezultatih raziskave. Torej, Alenka je omenila, da imamo 15 partnerskih organizacij, ampak iz 13 partnerskih organizacij smo prejeli 23 rezultatov testiranja, kar pomeni, da so nekateri partnerji nam posredovali več kot le en rezultat, torej so še sami malo eksperimentirali včasih tudi. Dobili smo 17 avtomatsko generiranih rezultatov in pa 6 rezultatov, ki so vsebovali ročne popravke, torej pomeni, da so si vzeli nekaj več časa in se poskušali prilagoditi tudi za posebne potrebe. Glede samih formatov, ki so nam jih posredovali, dobili smo 15 PDF formatov, med temi je bilo nekaj z oznakami ali brez oznak, to pomeni, v angleščini se reče tagged PDF, ki vsebuje strukturne oznake ali ne, in pa en rezultat glede na PDF UA standard, to je standard Universal Accessibility, ki je tudi PDF z oznakami. Potem smo prejeli 3 XML datoteke z TXT, ki je bil še zraven pripet, 2 rezultata v EPUB formatu, 2 rich text format in en .6 format iz Microsoft Word dokumenta. Potem partnerji so uporabljali naslednjo programsko opremo. Pri avtomatsko generiranih rezultatih se dobro vidi, da partnerji uporabljajo zelo različne programske opreme. Najpogostejša je bila sicer AB Fine Reader v različnih verzijah, izvedbah. Potem recimo ScanGate by Triventus, Mechatronics, Adobe Acrobat Pro, Photoshop,
tudi Word recimo, in recimo Project Pero OCR, ki ga razvijajo, mislim, da Čehi ali Slovaki. Pri rezultatih, ki pa so vsebovali ročne popravke, je bil Microsoft Word najpogosteje uporabljen za urejanje predvsem napak v optični prepoznavi znakov in za dodajanje strukturnih elementov. Druga uporabljena programska oprema so bili recimo Adobe InDesign in Adobe Acrobat Pro za dodajanje strukturnih in navigacijskih elementov. V enem primeru je bilo pa uporabljeno tudi orodje Word to EPUB, to je orodje, ki omogoča generiranje formata EPUB iz urejene Wordove datoteke. Sedaj pa naj na kratko predstavim nekaj opažanj in pa rezultatov. Ugotovili smo, da najboljši avtomatsko generirani rezultati so bili tisti rezultat, ki je bil po standardu Universal Accessibility in pa PDF formati z oznankami. Pri tem pa naj izpostavimo, da je pri teh formatih prihaja do pomanjkanja vizualnega prilagajanja vsebine glede na posebne potrebe. Tukaj recimo sta dve sliki primerjanja PDF formata brez oznak in pa z oznakami in se vidi recimo, program dobro pokaže, kje prihaja do težav. Ko sem govorila o oznakah, recimo tukaj na levi strani vidite oznako, recimo označenje heading 1, the common cause, potem so vsi odstavki, pride dol do heading 2, recimo tudi slika je od spodaj označena, pomeni, da znotraj slike obstaja tudi caption, recimo lahko bi bil še alt tekst za sliko. In tak dokument recimo je veliko bolj dostopen predvsem slepim in slabovidnim. Ugotovili pa smo, kot druga stvar, ki smo jo ugotovili, je, da kriterij alt tekst povzroča največ težav. To je bilo nekako tudi pričakovano, saj je to element, ki ga trenutno moramo še vedno ročno vnašati, oziroma človek je tisti, ki presodi, kaj je na sliki v danem kontekstu. Tukaj se recimo dva primera, zakaj je prišlo do težav. Alt tekst recimo je vnešen, ampak se vidi, da je stroj sam rekel, da to figure without caption, ali pa je v alt besedilo uporabil dejansko besedilo, ki je ob sliki bilo napisano, kar nismo šteli za izpolnjen kriterij. Potem raznoliki skenogrami so povzročali težave nekaterim partnerjem. Alenka je omenila, da imajo partnerji različne sisteme, zato nekaterim niso sprejeli skenogramov, ki so bili različnih velikosti ali uporabljajo ločene sisteme za monografije in časopise. Zdaj, nekateri so to težavo rešili tako, da so vsak skenogram obravnavali ločeno in so nam vsakega posebej nazaj poslali. Ugotovili smo tudi, da na rezultate vpliva stopnja zahtevnosti in kompleksnosti strukture elementov na samem skenogramu. Če si samo že te dva različna skenograma pogledate, veste, da z desnim je bilo manj težav kot z levim. In ravno potek besedila je bil največja težava pri zahtevnejših strukturiranih skenogramih. In pa recimo tudi te dva primera dobro kažeta, da ko so bili elementi prikazani preko dveh strani, je bila boljša rešitev, da je skenogram ostal kot ena stran, kot da bi jo knjižničarji ločili na dve strani. V danem primeru na levem skenogramu, če bi stran ločili na dve strani, bi imeli naslov in pa avtorja razdeljenega na pol. V primeru, da ostane skupaj, je to običajno bila prva stvar, ki je bila prepoznana, optično prepoznana. Naslednje dve ugotovitvi, nismo našli nobenih povezav med verzijami formatov in standardi, razen kot rečeno, PDF UA je
in predstavljal najboljše rezultate. In pa recimo težave so povzročale tudi tabele, recimo v primeru, da je bila horizontalno orientirana preglednica. Imeli smo med tistimi 24 kriteriji tudi page rotation kriterij, kar je pomenilo, če so partnerji skanogram za 90 stopinj obrnili in v takih primerih je bila optična prepoznava boljša, saj je lepo vrstice prepoznala, kot pa če je bila tabela obrnjena. Seveda, kot je tudi Alenka že rekla, z ročnimi popravki lahko močno izboljšamo kvaliteto rezultatov, vendar pa je tovrstno delo časovno zamudno. Naj poudarimo tudi to, da želeli smo tudi preveriti avdio knjige, vendar nihče izmed partnerjev jih ne izdeluje, zato jih nismo zajeli v raziskavo. Zdaj, glede na rezultate predlagamo naslednje rešitve za mobilne naprave. Največja težava pri mobilnih napravah so majhni ekrani, za katere niso priporočljivi formati, ki vsebine ne prilagajajo velikosti zaslona, hkrati pa je na napravah težje iskati posamezne dele publikacije, zato je priporočljivo, da se omogoča preprostejšo navigacijo. Priporoča se tudi omogočanje vsaj nekaterih osnovnih prilagajanj izgleda vsebine, glede na posameznikove potrebe, recimo vrsto pisave, razmake med vrsticami in podobno. In svetujemo naslednja minimalna posredovanja v same publikacije. Torej, kot omenjeno, prednost naj imajo dostavni formati, ki so prilagodljivi zaslonom, recimo EPUB, MOBI, HTML recimo. V primeru, da se izbere PDF kot dostavni format, priporočamo PDF z oznakami ali še bolje PDF po standardu UA. Predlagamo kazalo vsebine ali strukturirane oznake, saj tako omogočamo boljšo navigacijo. Menimo tudi, da je pozornost potrebno nameniti tudi kriterijem, kot so omenjena page rotation, pagination double in stamp removal. V knjižnicah imamo veliko gradiva poštemplanega in včasih tudi to moti samo optično prepoznavo. Vendar za uporabo teh kriterijev menimo, da naj se posamezniki odločajo glede na posamezen primer. Bi pa izpostavili tudi, da uporabniki mobilnih naprav so lahko tudi uporabniki podporne tehnologije in obratno. Torej tudi uporabniki podporne tehnologije so uporabniki mobilnih naprav in s tem recimo pogosto pride do uporabe zvočne sinteze, za kar priporočamo rešitve za slepe in slabovidne, da se tako omogoča dostop do čim širši javnosti. In še rešitve za slepe in slabovidne. Tukaj se zadeve malo bolj zakomplicirajo, saj so rešitve bolj kompleksne in zahtevajo, kot omenjeno, več dela, časa in tudi znanja na tem področju. Ne samo, da moramo omogočiti dostop do samega gradiva, oziroma do publikacije, ampak je pomembno tudi omogočiti, da oseba uporablja podporno tehnologijo, da je besedilo tekoče, ne glede na kompleksnost elementov ali zahtevne strukture strani. Zdaj recimo seznam je kar dolg, kaj predlagamo, ampak da mogoče recimo čiščenje optične prepoznave znakov in urejanje poteka besedila, to se mi zdi, da je ena taka najbolj kompleksnih in najbolj dolgotrajnejših zadev, ker je treba pregledati, če se dejansko besedilo sledi pravilno. Druga zadeva, pozornost na kontrastih. Skenirane knjige imajo pogosto slabe kontraste, predvsem zaradi recimo obarvanosti papirja, ki je že ves rumen, ali pa ne vem, črke so recimo že zbledele. Potem recimo pozornost glede na rabe jezika publikacije in segmentov, kjer je jezik drugačen. To govorimo predvsem za uporabo zvočne sinteze, ker potem zvočna sinteza dejansko ve, kateri jezik uporabiti, da ne bere slovenskega besedila v angleščini. Recimo, potem dodajanje same navigacije, tukaj je zelo pomembno, saj po naslovih, podnaslovih,
paziti treba na opombe, strani izvirnikov in podobno. Potem dodajanje opisov vizualnih elementov, kot sem rekla, alt tekst je neka zadeva, ki še vedno ljudje sami moramo vnašati notri in je odvisna od samega konteksta. Imate lahko isto sliko v 3 različnih publikacijah, pa pomeni, da bo vsaka morala imeti glede na kontekst svoj opis slike. Potem so potrebni popravki pri strukturi preglednic. Preglednice naj ne bojo v obliki slike. Preglednice morajo imeti glavo preglednice, vsako vrstico posebej in potem vsako celico posebej. Ne smejo biti združene celice, zakompliciran. Potem pozornost glede matematičnih izrazov. Alenka je že omenila, da je to kar velik problem, še posebej pri zelo zahtevnih matematičnih izrazih v več nivojih. Tukaj se priporoča uporaba MathML formata ali LaTeX formata. Potem specifično za slepe se priporoča raba formatov, ki ne vsebujejo vizualnih elementov in delujejo s podporno tehnologijo, recimo tekst je format ali variacija Microsoft Word dokumentov. Kot sem rekla, vizualni elementi niso potrebni, a je toliko bolj pomembno nadomestno besedilo za vizualno gradivo, ki se nahaja v knjigah. Potem specifično za slabovidne se priporoča raba formatov, ki so prilagodljivi ekranom, ki omogočajo sodobne funkcije dela z gradivom, recimo spet vizualne prilagoditve, kako si besedilo prilagodijo glede na svoje potrebe. Torej spet variacije Microsoft Word dokumentov, EPUB, HTML, MOBI in pa Amazonov AZV recimo. V primeru, da se pa še vedno odločimo za PDF format, pa naj bo to z oznakami ali, kot sem že prej omenila, še bolje po standardu Universal Accessibility. Pomembno pa je tudi samo testiranje, recimo imeti vsaj eno skupino uporabnikov ali pa nekoga, ki vam dejansko publikacije pregleda, preveri, malo pove, kaj bi bilo mogoče še bolje in tako naprej. In še za konec nekaj o nadaljnjem delu. Alenka je že tole tabelico sicer zelo lepo predstavila. Naj samo omenim, da trenutno poteka nova raziskava za tehnično poročilo o uporabi posebnih dostopnih datotečnih formatov in storitev za pretvorbo datotek. Tu gre predvsem za testiranje orodij za pretvorbo formatov, torej recimo želite pretvoriti iz Wordovega dokumenta v EPUB ali iz PDF-a v MP3 recimo, tako da tukaj poskušamo zajeti tudi zvočne formate. In naša zadnja aktivnost pa je povezana s pripravo delavnice učnega gradiva. Za vsakogar, ki bi ga zanimala pripravljanje digitaliziranega gradiva za osebe s posebnimi potrebami. Kot je Alenka rekla, smo s tem že začeli zbirati ideje in materiale in kolikor vem, bo verjetno dostopno prav tako na spletni strani projekta, vsaj v zadnja dogovarjanja so bila tako. Naj pomenim še za konec to, da tale projekt je zelo, ne rečem, prikladen za deljenje izkušenj. Kot je rekla Alenka, nas je iz različnih držav, vsaka država ima svoje zakonodajo za avtorske pravice ali načine digitalizacije, ideje za digitalizacijo in je zelo talilni lonec za mešanje idej. In recimo tudi kot zanimivost, da se povežemo še nazaj na prvo predavanje danes, Moravska knjižnica in pa Češka tehnična univerza, obe na Češkem in druge organizacije na Češkem, poskušajo razvijati digitalizacijo s pomočjo strojnega učenja. Kolikor vem, mislim, da se zanimajo predvsem za notno gradivo. In so tudi recimo nas prosili za sodelovanje, da skupaj z našo delovno skupino poskušamo njim pomagati za širjenje nekih boljših rešitev za razvoj same digitalizacije. Tako da, evo, tole je bilo z najine strani. Če so kakšno vprašanja ali pa karkoli drugega, se lahko obrnete na naju.
Hvala, Andreja, hvala, Alenka, za predstavitev in hvala, ker ste nas opozorili, da moramo poskrbeti tudi za dostopnost gradiva, ki ga posredujemo uporabnikom, ter predlagali konkretne rešitve. Vprašanj v klepetalnico vmes nismo dobili. Tako da, če smo podaljšali odmor, smo morali podaljšati tudi drugi sklop predavanj. Hvala referentom za njihov angažma in predstavitve. Hvala tudi vsem, ki ste še vedno z nami. Upam, da ste slišali veliko novih, zanimivih, predvsem pa uporabnih informacij, ki vam bodo prišle prav pri vsakodnevnem delu. Predstavljene prosojnice in posnetki današnjih predstavitev bodo dostopni na portalu Izobraževanje. Novico o tem, kdaj bodo na ogled, pa bomo objavili na portalu Knjižničarske novice. Vabim pa vas, da pogumno stopite v stik z današnjimi predavatelji, če se vam naknadno porodi kakršnokoli vprašanje. Še zmeraj ni vprašanj za zadnji sklop. Tako da želim vam lep vikend, želim vam lepo poletje in srečno.